Oh my God. Točno poldne je Slovenija odrevenela. Okay, Karel, okay, Karel. Začel se je odločilni spopad pri OK Koralu, v katerem je neustrašni šerif Mitja Horvat napovedal dokončni obračun z Don Ivanom Janezom Janšo in njegovo kriminalno združbo. Naj dodam k temu, da je poslanec Janez Ivan Janša in stranka, Slovenska demokratska stranka, bi morala vedeti, kaj določa zakon o poslancih in kakšne so ali so lahko posledice. Oh my God. Lepo je povedal šerif Mitja. Vedeli so, pa so se dali kljub temu izvoliti in zdaj bi radi meni nič, tebi nič sedeli v svetem hramu slovenske demokracije in solili pamet poštenim kavbojem. S takšnim izhodiščem se seveda ne morem strinjati, zaradi tega, ker menim, da je grozljivo sporočilo javnosti, da v Republiki Sloveniji lahko kriminalne združbe ustanovijo stranko, gredo na volitve, po svojem omrežju dosežejo ugoden volilni rezultat in izvršujejo po zakonu o volitvah v državni zbor tudi zakonodajno funkcijo po svojih članih. Nič ne bo s tem. Šerif Mitja in njegova ekipa bodo že kako poskrbeli, da se jim vzamejo mandati. Mislim, da takega sporočila ne moremo sprejeti in zato se zavzemam za to, da pravni strokovnjaki namenijo nekaj razmisleka in da se posvetijo temu vprašanju z tega vidika, ne da se predpostavlja, da zakon velja. Kam pa pridemo, če bi se kar tako predpostavljalo, da zakoni veljajo? Ker to pa res. A smo se za to borili? Ali imamo za to največ pravnikov na število prebivalcev, da zdaj med njimi ne bi našli skupine takih, ki bi nam zakon razložili tako, da bo prav? Ali, kakor je rekel veliki praktik ustavnega prava Matjaž Hanžek iz Združene levice. Ker ni sramota sprejeti neko neustavno odločitev v primeru zelo različnih pravnih mnenj. Prosto po Marksu bi to pomenilo. Buržoazni pravniki so zakone upoštevali, gre pa za to, da jih razlagamo. Edino, kar nas lahko skrbi, je vprašanje, čemu je Matjaž Hanžek kasneje vlekel svoje pogumne besede nazaj. Moram protestirati proti potikanju. Nikoli nisem rekel, da se upamo proti ustavi. Škoda, pa tako dobro je že kazalo. Po drugi strani pa Matjaž Hanžek vendarle odločno vztraja. In žal mi je, poslanec, ki laže, že zaradi etike ne more biti poslanec. Matjaž Hanžek seveda ne laže. On se tu in tam zgolj ne strinja povsem s svojim mnenjem. A to se dogaja tudi v boljših familijah. Najverjetnejši mandatar in predsednik bodoče najbolj demokratične slovenske vlade, Miro Cerar, je denimo pred leti v strokovnem članku zapisal: Politično gledano ni nesprejemljivo, da bi oseba, zoper katero teče kazenski postopek ali ki je bila morebiti celo obsojena na zaporno kazen, postala poslanec. Tu je mirodajna volja ljudstva. Ali se Miro Cerar s svojim takratnim mnenjem danes še strinja, nismo uspeli izvedeti. Nobenega dvoma pa ni, kaj si o tem misli poslanec njegove stranke, Mitja Horvat. Menim, da je grozljivo sporočilo javnosti, da v Republiki Sloveniji lahko kriminalne združbe ustanovijo stranko, gredo na volitve, po svojem omrežju dosežejo ugoden volilni rezultat in izvršujejo po zakonu o volitvah v državni zbor tudi zakonodajno funkcijo. Na srečo naše pravosodje zadevo še obvladuje. Addio, addio, amore, io vado via,
terra mia, amare bella. Don Ivan Janez Janša večino časa vendarle preždi v zaporu. Takole ga slikajo iz enega samega in edinega razloga. Zato, da bi bila država videti demokratična. Addio.